še 90 let zdaj? Ha? Veste, kdo je imel še 90 let zdaj? Arhitekt. Čak. Glih zdaj. Arhitekt 90, da bi bil starejši od mene. Senjor Dobrin. Ne slovenski. A ne slovenski? Koliko stoji? Foster. Kdo? Norman Foster. Norman Foster. Ni moja številka, ne. Kaj? Ni moja številka. Kaj to pomeni? To meni je všeč to, kar dela. No, vedno, no. Ja. Sploh moderna arhitektura z enim stavkom zaradi dogmatike, ki jo premore, zaradi nekih principov, ki so po moje grozoviti, ne? V načelu ne presega tega, kar so ustvarjale prejšnje dobe. Ne presega. Ne. Nobena. Kakšna izjema, kažete, kako gor, dol, levo, desno. Ampak tipično zemljevid Ljubljane. Ja. Obsega 49 punktov, za katere pač ta, ki je to publiciral, za katere misli, da jih je smiselno priporočiti turistom v ogled. 49. Ja. A to potokar? Ne, to je zemljevid, ki je tiskan v nakladi 50 000 izvodov in je na vsakem pultu hotelov, kaj ste, kjer so posebej, turistični ofis in to. Od teh 49 objektov ni niti eden narejen po letu 45. Ja. To je zame alarm. To bi za vse arhitekte s šolo jasno vred. Bi se morali vprašati, mater. Kdo pa je delal ta zemljevid? Torej, kakšen umetnostni zgodovinar, pač on je to delal v skladu z povpraševanjem, ne? Recimo, ne? Cankarjev dom, ki bi bil lahko neka znamenitost. Nema. Ja, ker ni, ne? Cankarjevega doma... No, Cankarjev dom je, po moje, je ljubljanska znamenitost. Ja, ampak ko rečeš Cankarjev dom, kaj si predstavljaš pod Cankarjev dom? Tisto pasažo, pa dol dvorane. Ta avla, pa dvorana, Tako kot stavba, presej, pa skoraj ne obstaja. Ja, bolj ga ni, no. Ker sta samo... Bolj ga ni. Ta dvorana Galusova, ne, mislim, da je fajn, no. Ja, ne, sej, absolutno je fajn, ampak hočem reči, da ko rečeš, ne vem, Nunska cerkev, veš, si predstavljaš objekt. Ko rečeš... Ne bi primerjal Nunska cerkev. Ko rečeš, hočem reči nekaj, kar mi se zaradi v hipu groze na misel pride. Ko rečeš, Plečnikova hiša, tudi poznaš objekt, vidiš objekt. Ko pa jaz rečem Cankarjev dom, vidim pa, ja, dvorane, pasažo noter, ne vidim ga pa v zunaj, kot je to vhod. Ja, je to. Ni tako otipljiv. Boljš ga ni. Jaz se z veliko arhitekturo nisem ukvarjal iz takih in drugačnih razlogov in lahko gledam na vse od daleč. Ben ne more reči ti, pa pa, ne. Kar zadeva teh mojih stolov, bi pa rekel, da imam stil, ne. Imam stil, ne. Ja, definitivno. In ta sigurno ni modernističen, ne. Ja, kaj bi pa za lajk pa ne rekel? In
Doskrat rečem, delam male stvari, zato ker velikih pač nisem imel možnost. Tudi ni benga investitorja, kaj sem pa pač nosil. Vi veste, kaj pomeni delati veliko arhitekturo, ne? Jaz ne delam več velikega. Dobro, mislim, delati stavbe, ne? Ja, tako, ja. Predvsem poleg dogme in teorije in ne vem, modernizma je še ta vidik pri stavbah, da ne rečem velike ali pa majhni arhitekturi. So investitorji, ne? Ja. To je mora, ne? Mislim, kakor kdaj, pa v glavnem je mora, ne? In en moj prijatelj, to je čist frišna stvar, ne? Nek Germano Fioranti iz Pule, no, da poenostavljam. Germano Fioranti ima zasebno galerijo Ja. v enem starem objektu. In je leta 2009 meni naročil tlak v tej galeriji, ki je tlakovana z zemljo. Okay. Tam je pač tako suho, da če je zemlja po tleh, če ste vtano, če si jih pogledali, dobro. No, in po 16 letih je spet spomnil na ta moj načrt, je rekel, da zdaj pa bi on to realiziral, da ne mogoče narišem večkrat bolj detaljno, ne? In si mislim, da ima mater za kurčev tlak, da traja 15 let, da ga bo naredil, če ga bo naredil, kakor ga bo naredil. Mislim, to je travma, ne? To je travma. In vem, da te arhitekti z enimi raznimi projekti ždijo na njih 5, 6, 7, 8 in še več let, ne? Pol pa un nima denarja, pol pa un ne bi tako, pa un biš malo drugač, pa un se je pol ločil, pa se je spet poročil, pa žena zdaj drugač, kakor je ona prejšnja žena. Jih poslušam vse tele. Ja. Zdajle Gabrielčič k meni hod, ne? Ja. Včeraj bi tle. In prepoduje Peter, ja. Pa tudi tune dva sina, tudi vidita, ne? In mi prepoduje, je zmagal na natečaju za nek ureditev podhodov na Ajdovščini, ne? Tisti je zdaj tako, kot je sekret v bistvu, ne? Ja, smrti prav to. In ima zdaj s temi investicij Jankovičem, veš, to ima da ne verjameš. Ja. Verjetno moral tudi Jankovičevo varianto slišati, ne? Ampak ta od Petra Gabrielčiča, to je grozljivo, kako se to dogaja, ne? Jankovič je rekel Petru Gabrielčiču, da on misli, da on sploh ni sposoben narediti načrtov za ta multikino, ne? Mislim, reči enemu bivšemu profesorju na šoli, da ni sposoben, mislim. To je žaljivo, ne? Pak njemu tako reče, vi sploh niste sposobni. In pol pa tako, tole načrtno dokumentacijo se dali, to vi kar odneste, mi tega ne bomo plačali. In pa ta Peter tukaj jamra prav, pa so mene koštali, ne vem, 10, 20, 30, 40, 50, 100 tavžent, ne? Statiki, uni, ne? Nek verkelc, ne? Me nič ne briga, to vi kar odneste, to, veste, tole, vse smo dali enemu pregledati, je rekel, da to ni nič. To je najmanj prešparan, ne? Ja, zato... Jankovič, on bo rekel nekemu Petru Gabrielčiču, ne? No.
Mislim, to iz tega vidika, ja, ko govorimo o takih naročnikih institucionalnih, pa tako je to sigurno večji problem. Zato se jaz držim privat naročnikov, ampak tam je pa lažji. Mogoče, da je lažji pa. Lažji pa moram priznati, moram kar potrkati, jaz imam kar srečo z njimi. Velika večina je res fajn. Res fajn. Privoščim. Ja, hvala. Res fajn. Torej, jaz sem se odločil, da s privatniki jasno sodelujem v okviru teh stolov. Ampak, ko pridejo k meni pa rečejo, jaz bi, ne vem, tako in tako reč, običajno rečem, ja, bom naredil, ko bo narejeno, pridite, vzemite, če vam pa ni všeč, pa pustite. Ja, to ti da eno svobodo, distanco, da si lahko pol... Če vam ni všeč, pa pustite. In to se je zgodilo, ja, ravno kar se je zgodilo. Res, ja, ravno kar. Enkrat tale Kac, ja, je bil velenjski odvetnik, Kac, se piše Žič, očitno, ne. Mu tudi ni bilo všeč in je pustil. No, ampak ta zadnja je bila pa taka, da je neka Helena, ki smo poznamo 1000 let, naročila 2 stola in je rekla, da bosta v modri in rjavi barvi. Modri in rjavi barvi. V redu. In sem jaz to vse zrealiziral, tam je 2 sta nekaj. Bova pogledala. Ja. Pok je bilo to fertik, je sem prišla in je rekla, veš kaj, meni pa ta modra in tudi rjava barva ni všeč. In teh 2 stolov ne bom prevzela. In jih ni prevzela. In jaz sem že rekel, Helena pa, dobro. Ti bi meni dala 2 vzorčka, ne? Ja. Enega rjavga, enega plavga, pa bi ta moja Darja, ki mi lakira stola, pa tako sem naredila, ampak jaz sem bil sam podatek rjavo in modro. Ja. Ja, me moraš razumeti, meni to ni všeč in ne bom vzela. In v načelu je ostala in Dobro. Sej pa dobro, tudi če ne vzame, sem da plača. ne, nič ni ta. Ne. No, to pa je problem. Če gre pri 2 stolih, ne, jaz bi to računal, te 2 stola je na 600-700 evrov. Jaz se požvižgam na 700 evrov lahko, na tega nam propadem. Ne. To že sem, vse je malo... Ne propadem. Ne, seveda, okej, noben od nas ne propadem. Druga stvar je, če pri hiši naročiš opremo za 200.000, pa pride pa prav, meni pa tale furnir ni všeč, sem mislil, da bo bolj temen, ne. Vozi nazaj. Ja, to se moraš pa malo drugače zavrvati. Seveda, ne. Ja. No, ampak vem pa, da so bile že tudi tale Judita Skalarjeva, žena od Petra Skalarja. Petra, ja. Ona je bila natančna, sitna ženska in ko je Peter delal Murgler, ne, je prišel en parketar in je položil parket. In tisti parket se je malo usušil. Tisti, ki dela z lesom, ve, kva to pomeni. No. Čeprav, da so ti parketi limani pa tako naprej, zdaj nam ob se spuščal v to. In so nastale neke šprajne. Torej, ta bogi človek je ves ta parket ven zbol in me da še enkrat polagal in ne ve pa. To pa ni več šala, ne? Ne, to pa ni šala. To pa ni več šala, ne. Jasen parket, vlažnost, dan polaganja, vlažnost podložnega betona, kvaliteta lima, kaj pa s tem, ne. Ja, to je
To je pri določenih ljudeh, ki so v drugih fahih ali pa tako, ne vejo, kaj pomeni material. To pa je včasih. In pol mi je, tega je zdaj pa 20-30 let, ne? Ja. In je pol meni razlagala, kako je šraufala tega polagalca in kako ga je uštevala in kako je bil ves ponižen in to. Ja, no, to ni fajn. No. To se mi zdi, no, ali pa sam jaz tako čutim, da je pa tudi malo naša naloga kot arhitektov, da kadar je pa taka situacija, pa malo tudi v bran izvajalcev vzamemo proti naročnikom. Ja, nujno, ne? Ker, Zdaj jaz moram sam sebe braniti, ker sem izvajalec ja, to je druga, ja. in projektant. Ja, In ko meni naročijo mizo, ja. tako mozaično, ne vem, če veste, kaj ne delam. Ne, to pa ne. A to z lesom, z mozaiki? Ja, tak mozaik naredim, no. Ne vem, če to pa mislim, da minister. Kakšno knjigo moja imate? Imam. No, saj Eno samo. mi je Majda dala, eno ste mi dal pa celo vi. Majda. Ja, Kolenc. Ja, Majda, ja. Predovnikova. Mi rečemo Lajda, ne. Ali pa boš, da ne. Tole so dilce za sedež, ne. Ja, 3 take dilce za lajta. za en sedež. Lahko so tudi 4, tudi po 5 je že bilo, ne. 2 pa po moje skoraj nikoli, no. In zdaj imam jaz te dilce nažagane in jih bom, če ne bi vi prišli, ne, bi jih tamle na tisto klop razpostavil, Ja. ki sonce sijal, da bi šla vlaga čim bolj ven. Ne, tako da se šlata, se čuti, ne. Tako mi tišljari, ne. To jaz ne čujem. Jaz kar, vem, to je zdaj 14%, ne. A ja? Ja, 14%. Vse. Ne se di čisto suha. 14% varnost je tole. Okej. No, in jaz skušam izbiti na 11 ali pa 10, ne. In če bi imel sušilnico, ne, tako mini sušilnico, bi to komot naredil. Tako pa pol kombiniram na sonce. Zna biti, da to dam odpeljal, pa sobno 5 zakuril, pa na vrh peči Dobro. tole sušil. No, in je to zdaj debelo in ob tem sušenju se to pol malo ukrivi. Se to malo ukrivi. Pa pol to pooblate. In pol lahko to pooblam, ne, zato nadmersko, ne. Ker na koncu Ker so pa konca tanjši, ne. je 9 mm, ne. A to je pa krepka nadmera pod zdaj. Ja, je kar, pač to iz ploha dobim 3 ven, 4 ne dobim, 3 ne dobim, 3 dobim komot, ne. In še je to problem pri lajtu, ne. En les, ja, en les, ne, en bi. Sedež je konstrukcijsko spodne, nosilčki so pravokotni na ta les zgoraj. To za les ni dobro, ne. Ker se les Nosilčki so vzdolžno skoraj ne krči, Ja? prečno se pa krči, ne. Prečno Ja. se lahko krči 1-2%, ne. To je na 1 meter, je to 2 centimetra, ne. Ja. Ni tako malo, ne. Ne, seveda ne. Vzdolžno 1 promil. In ko gre to skup, eno čez drugo, začne kregati, ne. Ja, Čez liman, ne. Okej, ampak... A to je resen problem pol Ja, predstavlja? to je problem. Ja? To je problem. Tudi če je posušen. Les se pod kozovcem Ja? ga spravite na 14. Tako je tole zdaj približno. To je to, ja. Če ga daste pozim na toplo, bo šel na 12. Ampak bo šel pa polet spet ven, bo pa spet nazaj pri dobu.
To ne gre tako dol. Gre dol, pa spet gor, vlaga v ozračju. Ne? Ja. Les je hidroskopičen. Ne? Čeprav to ja, ampak recimo posušena drva, ki so enkrat suha, jih lahko tudi dež namoči, pa so zelo hitro spet suha. Nima to veze. Seveda ima vezo, sam za drva. Je vse. Če se malo krč, sem paket. Ja, to pa ja, seveda, tam ni bistveno to krčenje. Les, ko se poseka, ima tako zvano celično vlago. To je celična vlaga. Če pa na suh les pade dež, je pa to vlaga, ki je les namočila. Vlaga, ki les namaka, gre iz lesa v 2-3 dneh ven, če je suho. Okay. Celična vlaga se pa suši, taka približno norma je 1 centimeter na leto. Ne? 1 centimeter v globino. Ja. To se pravi, deska, če vi naredite svežo desko 2 centimetra, bo ta po enem letu v načelu suha in bo celična vlaga kolikor toliko eliminirana. Če je les debel 5 cm, se bo sušil les 2 leti in pol. In tako dalje. Če je les 8, se bo sušil 4 leta. Zadevo se pa pospeši v umetnih sušilnicah. Ja, se hoče reči, to je brez sušilnic. Sušilnica je pa to... Sušilnica pa to zreducira lahko na 14 dni, 1 mesec. Ne? Ampak les dobi pol neke druge lastnosti tudi, postane bolj krhek. Ne? Tako da recimo, če bi vi hoteli les kriviti, ja. Tonetove stvari pa to. Ja, treba še vlažne. Nema sušilnice. Ja, je treba prej, ampak a se ga tazga krivljenega se res, a se tazga krivljenega potem suši, ko je zakrivljen že, ali se ga sploh ne? Krivljen les je lahko suh, palce so lahko suhe, ampak prednjih vi, ki začnete kriviti, jih je treba namakati v kropu 1 teden. In potem postane ta palca, se omehča in se sorazmerno lepo krivi in se da v kalup. Te kalupi so umetniško delo, to ni zajbancija, to ni kar tako. In v tem kalupu, potem ko se ta les posuši, ostane oblika. Ne? To je tle osnovna štos. Les se ukrivi v kalup, ko se kalup ohladi, je ta oblika stabilna, sorazmerno stabilna. Pol že to, kar sva rekla, vizavi kluba poslancev. To pa ne vem, že ti bilo, škoda bi bilo, če ni, ampak nisem pa prepričan, da se je že to lahko podovim. Mogoče še pošla. Jaz sem zmeraj vesel, če malo pošimfam čez slepoto modernistične arhitekture. Ja, vem. Ja, to z veseljem zmeram. Ne pomaga nič, ne. Edin človek se sam malo očisti, ne. Ben ne more reči, za koga pa nisi povedal, oprosti, jaz sem povedal. Ne. Tako je. Bova prišla še nazaj na to, ampak zdaj, če dovolite mi, jaz sem en kratek uvod naredil. Komod, evo. Ok. Zdaj, ko gre človek skozi študij na fakulteti, se sreča z več profesorji in ko pač pustijo različen vtis. Enih pošteno povedano se niti danes ne spomnim več, drugih se spomnim, so pa dejansko taki, ki so dobesedno zaznamovali cele generacije. In oziroma so, če bi uporabil tako angleško frazo, bigger than life. Taki, ki so s svojim delovanjem nekako prestopili meje
običajnih profesorjev in jaz sem rekel, bi jih lahko uvrstili med legende. Zdaj, tako da to miniserijo znotraj teh mojih podcastov, to miniserijo z legendarnimi profesorji naše fakultete, Ljubljanske fakultete za arhitekturo, bom začel z profesorjem, ki ga pravzaprav poznajo čisto vsi, ki so ta študij dali skozi. Pa iz mojih lastnih izkušenj vem, da tudi mnogi, ki so prišli na fakulteto že potem, ko je šel profesor v penzijo, poznajo pa ga tudi širša javnost zaradi raznih zapisov, kolumn, razstav in takih stvari. Nas je učil predmet, mislim, da so mu rekli prostoročna risba ali nekaj takega, ki tak po mojem mnenju predstavlja enega od temeljev za kakršnokoli arhitekturno ustvarjanje. Zdaj beseda seveda teče o profesorju Janezu Suhadolcu, ampak on ni samo učitelj prostoročne risbe, je tudi predavatelj, popotnik, kolesar, kakor vem, velik, veslač, sem zvedel kasneje, kolumnist, oblikovalec, pa seveda mizar. Ne ustraši se tudi kakšnih kontroverznih izjav, ne? Tako malo sva jih že imela prej v uvodu, ali pa recimo ene se spomnim, da ste enkrat rekel, da po Plečniku itak ne bi smeli zgraditi nič več, ker je on vse naredil in je to, ali nekaj na to viže je bilo rečeno, mogoče me boste popravil. Tako da, spoštovani gospod profesor Janez Suhadolc, jaz sem res vesel, da sva se danes dobila, da ste bil za to, da ta pogovor narediva in še posebej hvala, da ga lahko narediva ne v našem studiu, ampak v tej vaši mizarski delavnici, ker mislim, da je to res tisto pravo okolje za pogovor z vami. Tako da zdaj, mogoče, če začnem tole z eno anekdoto, ker sem se na to pripravljal, ker sem se na to pripravljal. Zdaj so te družabni mediji, Instagram, pa Facebook, pa to vi sigurno vse poznate, ne? Slabo, zelo slabo. Ja. Skoraj nič. Sej hecam se, vem, da vas ni videti razen. No, ampak par dni nazaj sem objavil eno sončno študijo, kjer sem gledal, kaj mi bo sonce naredil v ambientih z nekimi okroglimi odprtinami v strehi. In takrat se je oglasil Jernej Nejc. Simo, ja. Ja. In je rekel, ja, a veš, enkrat je oče prišel domov s torbo orodja in je nobenemu nič rekel in je kar zrezal okroglo luknjo v streho. Kaj je bilo to? Je bilo to res? Ja, Nejc je prisrčen sin, moram ga priznati. Ne. Ja, duhovit. In moram reči, da sva v zelo lepih odnosih kot foter in sin. In zmeram bolj stvari postajajo bolj prijateljske kot pa roditeljske. Zdaj pa Evita prišla. Živjo. Kaj pa se dogaja? Pogovarjava se. Filmska produkcija, ja. To pa je hudo. Se boste pridružili? Evita, so še sedla zraven? Ne. Ja, boš še ti kaj povedala, no? Ne, jaz pa nam nič povedal. Ja, seveda, no. No, prid sem, da te saj predstavim, no. Se pa že poznava, ne? Ja, midva ja, ampak ne pa vsi tisti, ki bojo videli. Zdravo. Živja. Pa še zdravo. To je pa Jurij, ki pa. Evita, Luka, živja. Mi ustvarjamo tukaj podcast Ja? in tema je najbolj slavni profesorji na fakulteti za arhitekturo vseh časov. Tako, legendarni. Legendarni. Zdaj Vurnika pa tako naprej. Ene smo malo zgrešili, ampak tiste, ki nismo, bomo pa. Mi smo pa še kakor toliko pri sebi in je treba to izkoristiti. Ne? Si legendaren pa. In sem legendaren. Nisem vedela. Nisi vedela? Ne, No, zdaj pa veš. zdaj pa vem, ja.
No. Ti si pričakoval to danes ali kaj? Ja, Ja, sem seveda, pričakoval, se smo ja. se dogovorili. Ja, in taka legenda si, in takole si kukar ena klošar ali kaj. Ne. Kako? Delovno sem napravljen. Ja, sej. Mačka je pa znanega porekla. Ja. Jo, zdajle sem bila v mestu, no. Ja, Včasih se mi je zdelo čarobno, ko sem bila mula, jed na avion. Bila sem vsega skupaj 3-krat po mojem življenju na avionu. aha, In mi je bilo grozno zanimivo hoditi gledati ljudi, ki so tam, ki čakajo na pot. Eni so bili črni, eni so bili s takimi očmi, eni drugačni, eni oblečeni tako. Tako se mi je zdelo, kot da sem na razstavi ljudi, ne. No, danes sem bila pa, sem šla v mesto po eno torto ja, in je ljudi koliko voliš, ne. In so vseh barv, bonjev, okusov, jezikov, Ja. da ne govorim, da so oblečeni, eni v trenirke, eni v pidžame, eni na pogoli. Mislim, je kaj za videti. Ne? Tudi lepih punc priporočam, profesor. Lepih, na pus lečenih, v čipkah, z velikimi dekolteji, golimi hrbti, mislim. Dol padaš, no. In to je bilo vse na Kongresnem trgu. Ja, ko sem šla po torto, no. v zvezdo. Na poti iz garaže po torto in nazaj. Se je vse to zgodilo. Vse to bilo. To se pravi, Ljudi je pa kot toče, ne, kot toče. Ja, Ljubljana je in že slovenske besede ne slišiš, ne? Ne, slišiš Oj, to. A se sliši? Ja, ja. Sem pa kaj, Ja, se sliši, ne še. ja. Tako. Noro. Evo. Priporočam iti kaj na en kofe in ogledovati, ker je kot v filmu, no. Upletano. Ne, tam v zvezdo. Ja, se je Platana je tam zraven. Platana je malo stran obrnjena, ne. Medtem ko zvezda gleda proti tja, ne. Platana si s hrbtom obrnem proti parku. Le je pa čarobno. Čarobno za videti, no. Ja, ja. In na vseh mogočih kolesih, rolkah, skirojih, peš, štuporamo, ne naštejem, res. Noro, noro. Evo, sem bila v filmu danes. Veš kaj, ta del od podvoza Ja, pa do Križank, ja, to je tako kaotično v smislu premikanja pešcev, kolesarjev, skiroji, avtomobili, motorji, mopedi, da se zdaj jaz vozim z biciklom naokrog po Prešernovi in mimo centra Vič in tako naprej in grem tle pri Livadi, pridem ven. Ker je tam za biciklista, mogoče tudi zato, ker sem malo starejši, pa nimam več toliko ja, bolgarno, ne. refleksov, ne, je mučno, no, mučno. Poseben vidik stvari so te, ki razrašajo hrano, ne, Ja, s temi toplavimi, ne. Ja. Mislim, njim se dobesedno jebe cel svet, oni grejo, ne vem, kolesarji po levi strani, ne, to je nekaj normalnega, ne. In tudi ne veš, kam se umakniti, na desno ali na levo. Kje je tle princip pol, ne? Da ga ni? Ni, ja. Da ga V ni? glavnem tako. Evo, ne bom vas motila. Evita, se ne bi ti tle zraven usedla. Ne, tukaj le bom. Ja, no. Tukaj le bom, no. Res. Tukaj le bom, vi pa kar snimite. Se znaš toliko, zmeram pripomniti čez to in ono. Nisem bila nikoli profesorca, tudi ne bi bila. Kaj? Nisem bila nikoli profesorca, tudi ne bi bila nikoli. To je pa res, Evita so zelo vabili v razne šole, ne? Ja? In nikoli ni pristala niti, da bi eno uro predavala ali kaj Ne. takega. Zakaj ne? Ker njega poznam, jaz lahko živim 5000 let, nam vedela, kolikor bi on zdaj. Ni šans. Ni šans. Ja. In kaj čem koga učiti pol? Učila bi lahko tipografsko kompozicijo. Ja, A? ne. Tako je čisto vedno. Tako je čisto vedno. Dobro.
Ok, No, prav. Kje so ostala pri okroglem oknu, ki ste ga žagal v streho? ja, moj sin nec mogoče malo to dramatizira, ne. Ne, se to je zelo pozitivno povedal, Ne, tako kot ja, simpatično saj ni nič, anekdoto, da je ni bilo nič sicer narobe. potem treba streho podpreti, a ne, ker je šel potem tudi en špirovc ali kaj že, ampak Zdaj bi morali videti, ne. To je hiša, kjer je streha strop, ne. ja. Je streha strop in iz nekih razlogov je bilo v tej tako zvani dnevni sobi ali pa jedilnici sorazmerno temno. No. Zakaj? To, ker je to po projektu mojega očeta bilo zidano in je moj oče pač v skladu tudi s Plečnikovimi principi pri tej hiši upošteval pojem piana nobila, pritličja in tako zvanega mezanina. In v mezaninu, kjer je zdaj moje stanovanje, so okna manjša, vrata nižja in strop je bil poševen. Kar je bilo za tiste čase tako kar malo revolucionarno, ne. In je bilo v tej jedilnici, dnevni sobi nekako mogoče temačno. Aha. In sem se jaz odločil, da bi v strop naredil eno okroglo odprtino in sem v ta namen zadevo narisal. Jaz sem narisal načrt, kako bo to narejeno, ki ga nec, takrat je bil star 3, 4, 5 let, ne. Ja. Jasno ni videl, pa tudi če bi ga mu to ne bi kaj dosti pomagali. In sem jaz po načrtu pač ta strop predrl. In sem potem na streho postavil nek svetlobnik, ki se konča z plastično segmentno kupolo, ki sem jo kupil v Litiji, to se še vse spomnim, ne. No, in odprtina v stropu ima nek radij. Koliko pa je velik ta radij? Ta radij je velik za 2 razdalji med špirovci. To se pravi 2x80, krog 160 je 150, premera, ne, 160, 170. No, in se potem ta svetlobnik iz strehe malo izdvaja in je poševno odrezan in je na vrh krog, spod je krog. Sem jaz pošel k mojemu bratu, ki je matematik, in sem rekel: ti, povej, kakšna je pa ta matematična površina, če jaz polzim z ravno premico po teh obeh krogih. In je rekel, da gre za neko matematično površino, ki je zelo težko opredeljiva za neko formulo. Kako to nisem razumel? Kaj, za katero površino ne bi to šlo, če imamo imate krog Ja? takole v tlorisu, pa manjši krog takole Aha, ok. poševno, Ja? in če potem polzite z palico po obeh krogih, Aha, zgoraj in spodaj, vam ta palica opisuje nek stožčast prostor. stožcac, ja, ravno sem hotel reči, ker In unje jaz sem mislil, da projekcija. gre za stožec, pa ni stožec, ne, ni stožec. Zelo malo odstopa od stožca, ni pa stožec. Tako, ja, dol. Ja, ne, tale bi moral biti, čakajte, ta je poševen, In nista vzporedna. To je to. nekaj tazga, ne? Ja, to je to. Ni stožec, ne. Odstopanja je zelo malo, ne. Ja, Zelo odvisno, malo. koliko je strma streha. Zavisi od teh 2 krogov, kako sta si. Ja, sej, koliko je Kakšno strma odnosu sta, ne. Tako je. Ja. A zakaj pa ste potrebovali to površino? Zato, ker sem potem notranjost zagipsal. Notranjščina je zagipsana, Aha. strop je belo ometan in se pač ta strop v to belino potem nadaljuje, ne. In mislim, da je zelo lepo, ne. In
tik pod tem krogom je okrogla miza. Ta okrogla miza je iz črno pobarvane hrastovine in je podprta z nekim nagrobnikom. Res. Ta nagrobnik sem Kam jaz mislim? dobil pri pokojnem kamnoseku Stanku Kunaverju, to je bil pojem Kunaver, kamnoseka tamle ja. na Žalah, ne? Ime je še. Ja. In tako naprej. No, in je bil tam ta nagrobnik na njegovem dvorišču, sem rekel, koliko je visok, in je bil visok 72. Ja, sem rekel, to je pa glih prav. In sem ta nagrobnik kupil. In preden sem ga pripeljal, ga je on še malo spoliral in črke, ki so bile na tem nagrobniku, je tudi ven spravil. Ven spravil, aha. Zbrusil ven, ne. Tako da zdaj nič napišemo. Da je to podstavek za večne čase, ne, to se razume samo po sebi, to je kvadratni tloris, ne. Tako, ne. Ja. Aha, kvadraten kloris, miza je pa okrogla. Miza je pa okrogla. Ne. No, in ta kvadratni tloris, ne, malo preskakujem, ne. Ta vidik stvari sem ravnkar uporabil pri enem svojem izdelku, in sicer gre za pručko, pa tudi za neko klubsko mizo, ki ima podporni del nekako ortogonalen, na vrh je pa elipsa in je to pručka z elipso na vrh. Aha. In Se pravi, klasično podnožje pručke klasično podnožje pručke, z elipso. nažalost, včeraj je šla ta zadnja s hiše, ne? In zdaj bi, če ne bi imel tehle lajtov, ne, Ja. bi jih šel delati nek 5-6 spet, ne. No, kakorkoli, ta vidik je pa precej normativen pri Marku Mušiču, ne, elipsa pa kvadrat, in sem zato jaz to pručko imenoval Marko in tisto klubsko mizo tudi Marko. Marko. In Marko Mušič je bil pa pred enim tednom tukaj tudi in je to videl in sem rekel, evo Marko, poglej, Tvoja tole pa pručka. zdaj tep na čast narejeno. In so me kar razlezli, da v šest. In rekel, koliko košta? Jaz sem rekel, no, ajde, ne. In je odpeljal, ne. Odlično. Ja, seveda, če je že zanga izdelek. Ja, tako je odpeljal. Moram pa reči, da miza ima obliko, kakor knop pač ima. In je to jasno, da je intrigantno, da je na nekem pravokotnem podnožju neka elipsa na vrh. Ne. Miza je elipsasta ali okrogla? Elipsasta, Aha, elipsasta miza. elipsasta, tako. Okay. No. To je intrigantno, ne, da se te dve formi med sabo združujeta. Ne. Kako ste jo pa spojil oboje skupaj? Ja, to je narejeno tako, da je orenk, ne. Spod je še kakšna reč, Sigurno ne. niste šraufov skozi. Tudi šraufal sem, ne. Ampak pa to sem reči, da je meni moj prijatelj Ico Vinko Tratar prodal nadšenkov, ne. En na pol trhu orehov les. In sem jaz to mizo naredil iz te orehovine. In ta orehovina je deloma že trhla, deloma je temna, deloma je črna in to orehovino je napadla neka glivična bolezen in ima not take črne črte. In ko je bilo to narejeno in polakirano na visoki lesk, to je bilo čarobno. To je bilo čarobno, enkratno, neponovljivo. In Marko je to videl, rekel, ko pa je to? Jaz sem rekel, Marko, tako pride enkrat v življenju, nikoli več ne bo tako. In potem je no, pač odpeljal. Ne. A to za te pručke so bile take iz tega lesa? Ali miza? Miza. Take jo imate doma?
Ne. Ne, aha, no, sej to mi je. Ta miza je bila tukaj stala pred enim tednom. Ne? Okej. Una, ki je pri meni doma, je pa zdaj že 40 let. Ja, zato nisem razumel, ker jaz sem razumel, da doma imate okroglo mizo. Doma je pa okrogla. In zato, okej. Aha, in potem je še mizo odpeljal, pa je kje rekel, kam bo dal? Njegova gospa Sonja je vprašala, Marko, kam boš pa to dal? Ne? Je rekel, bom že. Bom že. Ja, če bila njemu posvečeno. No? Ja. Bo že nekam šla. Ja. To je pol. Na koncu priješ na tako, kukar je pri temu gospodu Riharju iz Škofje Loke. Bom že. Ja. Pol pa. No. Polno. Les je zmeraj neka loterija. Ne? Les ima celo vrsto nekih pojavnosti, lastnosti, prijetnih in tudi manj prijetnih, pri čemer je jasno orehovina pa prvak. Ne? Ja. Orehovina je najbolj raznolik les, ki raste na Slovenskem. Vsi ostali lesovi so lahko tudi slikoviti, je lahko tako pa drugače, ampak to, kot da orehovina nekih zelo različnih efektov, ben drug les ne. Recimo en hrast, kaj s tem takole, če ga vzamem v roko, to je pač hrast, ne. Ja, Pa ga obrnem, pa je tudi tako, a ne. To je, ampak je lep. ja, Je lep, ni pa oreh, to je seveda, pa res. Ja. ampak Oreh je pa oreh, ja. orh je orh, ne. In je tudi v zgodovini zmeraj bil visoko cenjen, ne. Od orehove korenine naprej pa do kakšne česa, ne. Najdražji avtomobili, ne, imajo to ploščo, Armaturno ne, ploščo. komandno iz orehove korenine in kolikor vem, so ljudje, ki hodijo po svetu in nabirajo te korenine in večinoma prihaja to iz Turčije. Ma ne. Ja, mislim, da je večina teh orehovih korenin za te komandne plošče pri katerih avtomobilih. Morgan, pa Jaguar, pa Bentley, pa jaz sem tudi v okviru teh znamk po naročilu. Ne. Ja. Ja. In to je predstav 5, 10, 10, 20, 30 tavžent več. Ne. Več. Ja. To je dobiti korenino, ki je lepa, pa vendar je tudi dosti velika. Ne. To ni vsak dan. Ne. To ni vsak dan. Ja. To ni vsak dan.